Facebook oglaševanje je primarno namenjeno pridobivanju novih leadov. Zdaj to pomeni, da te osebe z vami še niso vzpostavile neke povezave. Zdaj, ker vas ne poznajo, nimajo nekih zelo hudih pričakovanj od vas, obenem pa tudi ne gojijo nobenih pozitivnih čustev. Zdaj, zaradi vsega tega morate biti pripravljeni tudi na negativne kritike, morda celo nesramne komentarje, ki morda niti ne bojo povezani neposredno z vami oziroma z vašim oglasom. Mogoče ima ta oseba zgolj slab dan oziroma so jo z vseh različnih strani že bombardirali z nešteto oglasi, ki ga ne zanimajo. Skratka, danes se bomo pogovarjali o Facebook oglaševanju. Želim vam pomagati, da bo teh pripetljajev, torej negativnih komentarjev, nesramnih odzivov, slabe volje čim manj. In pa seveda, da boste s Facebook oglasi pridobili čim več novih leadov oziroma konverzij. Tako da si bomo kar pogledali, na kaj je treba paziti, ko pripravljate Facebook oglas. Začela bom z eno prispodobo. Verjetno si mislite, da slon in tale njegov jezdec nimata kaj dosti opravka s Facebook oglaševanjem, ampak dajmo si predstavljati tako, da je tale jezdec na slonu naš razum. Mi smo prepričani, da ima naš razum vse pod nadzorom, ampak ko se enkrat tale jezdec in slon ne bosta čist strinjala, v katero smer bi zavila, lahko predvidevate, kdo bo zmagal in jo ubral po svoje. Zdaj, če ostanem pri tej prispodobi, slon pa predstavlja našo podzavest, naš nagon, naša čustva, in to je tisto, kar je zelo pomembno pri nakupnih odločitvah. Fedja je to že pisal v enem od svojih blogov, mislim, da je bilo lani proti koncu leta, da razum sicer vpliva na naše nakupne odločitve, vendar pa moramo upoštevati zelo tudi podzavest oziroma čustva. Tako da ljudje smo taki, da če se le da, se izognemo nekemu neznanemu področju oziroma nekemu prisilnemu spreminjanju ustaljenih navad, ki bi ga od nas nekdo zahteval. Razen seveda smo pripravljeni na to, če dobimo mi kakšne koristi zaradi tega oziroma če je to nuja, da bomo nekaj dosegali. Zato je pomembno, da pri Facebook oglaševanju s svojimi oglasi ne nagovarjate samo enega ali drugega, torej samo razuma ali čustev, ampak mora biti kombinacija nekih stvarnih razumskih argumentov in pa igranja na čustva. Ne se osredotočati samo na lastnosti produkta ali pa storitve, ki jo oglašujete, ampak predvidite, kaj vašo ciljno publiko muči, torej kaj je njena glavna bolečina, potem pa z besedo in z dizajnom nagovarjate tako njihovo čustveno kot tudi racionalno plat. Zdaj, prvi korak, da boste uspešni pri Facebook oglaševanju, je, da določite svoje buyer persone. Če vi želite, na primer, prodati neko nadgradnjo sistema, ki ga ponujate, verjetno nima smisla, da oglas targetirate na osebe, ki sploh še niso vaše stranke. Ker če nimajo neke osnovne različice tega vašega sistema, jih nadgradnja prav gotovo ne bo zanimala. Kvečjemu jih boste z napačno targetiranim oglasom spravili v slabo voljo in si morda s tem v bistvu celo preprečili, da bi pa kdaj v prihodnosti sodelovali z njimi, ker bo imel že majčkeno negativno mnenje o vas. Zdaj, ta primer je bil recimo, če želite svojim strankam še nekaj dodatno prodati. Če pa želite vi dobiti nove leade, morate pa dobro poznati njihovo bolečino. Torej, kaj je trenutno tisto, kar jim povzroča največ težav in skrbi.
Ko boste opredelili to, boste lahko tudi poudarili dodano vrednost, ki jo vaša storitev prinaša. Posledično boste lahko pripravili besedilo, pa izbrali tudi fotografijo glede na buyer persone oziroma na tisti segment, na katerega boste usmerili svoj Facebook oglas. Ker če namreč prodajate vsem, ne boste prodali nikomur. V poplavi oglasov, s katerimi nas ne bombardirajo samo na Facebooku, ampak dobivamo še kakšen oglas prek maila, pa po običajni pošti, med brskanjem po spletu in še bi lahko naštevala. Skratka, v tem času, ko dobimo mi ogromno oglasov in enih informacij, se nihče ne bo prepoznal v splošnem oglasu, ki ne nagovarja njega osebno in njegove težave. Preprosto ga bojo takrat ignorirali in nadaljevali s tistim, kar so pač v danem trenutku, ko jih je vaš oglas zmotil oziroma ko so naleteli na vaš oglas, bojo nadaljevali z onim početjem. Vi boste pa kljub oglaševanju, kljub vloženim sredstvom, trudu, še vedno brez novih leadov. Zdaj, če to ponazorim z enim precej banalnim primerom, recimo, da ste turistična agencija in hočete prodati svoj absolventski izlet. Nesmiselno bi bilo, da vi na Facebooku targetirate osebe, ki so starejše recimo od 30 let, ker je verjetnost, da se bo en 30 plus letnik odločil za absolventa veliko manjša. Njemu bi mogli kvečjemu ponuditi kakšen drug tip počitnic. Namesto tega se boste vi raje osredotočili na segment mladih med recimo 22 pa 30 let, če upoštevate, da mogoče kdo prej začel hoditi v šolo ali pa da se je kakšnemu malo zavlekel študij. Skratka, takrat, ko boste imeli ta segment določen, boste potem veliko lažje pripravili tudi ustrezen material za pripravo oglasa. Ena izmed teh stvari oziroma materialov, ki jih morate pripraviti, je fotografija. Fotografija je prva stvar, ki nam pri Facebook oglasu pade v oči, zato naj bo zanimiva, naj bo opazna, naj se pa vseeno ne dogaja preveč na tej fotografiji. Na vsako fotografijo lahko dodate še kaj teksta, ampak morate biti pozorni, da besedilo ne presega 20% vrednosti oziroma površine fotografije. Če je slika ustrezna, lahko preverite z brezplačnimi orodji, enega ponuja tudi Facebook. V vsakem primeru pa pred končno objavo preverite, kako slika izgleda v samem oglasu in jo po potrebi še popravite. Zdaj, če vam dam še en namig na tem mestu, poskušajte se izogniti fotografijam, ki imajo zelo veliko oziroma so podobne odtenkov, ki so podobni Facebookovim barvam. Torej, neka svetlo modra oziroma te odtenki Facebookove modre. Raje izberite namesto tega kakšno bolj kontrastno, kot je na primer oranžna, kot v tem primeru na ekranu, ali pa mogoče kakšna močna roza. Skratka, nek kontrast, zaradi katerega boste na časovnici izstopali in se ne boste zlili samim Facebook okoljem. Če boste oglaševali dlje časa, lahko poskusite tudi z AB testom. Na podlagi rezultatov 2 uporabljenih fotografij ugotovite, katera prinaša boljše konverzije in potem v nadaljevanju lahko uporabljate tisto sliko. Kot sem že omenila, tale primer na ekranu je primer dobre prakse. Zakaj? Že prej sem omenila, da ima zelo opazno besedilo, ki pritegne, torej brezplačen preizkus. V tem oglasu želi NatureBox prodati oziroma kupce prepričati, da naročijo brezplačne vzorce, za kar morajo plačati samo poštnino,
Na ta način jih bojo dobili na svojo spletno stran, kjer bojo kupci morda pa kupili še nekaj, preizkusili še kakšno stvar, ki ni brezplačna. Skratka, ima pa tudi zelo jasen call to action oziroma poziv k dejanju. Torej, preizkusite naše zdrave prigrizke in nadaljujte v bistvu svoje popotovanje po spletu na naši spletni strani. Ko oglašujete, ni pomembno samo, kako fotografija izgleda oziroma kakšno fotografijo izberete, morate paziti tudi na velikost fotografij, da bojo ustrezno prikazane. Zdaj, Facebook omogoča 2 tipa oglasov na 3 različnih pozicijah. 2 poziciji sta znotraj časovnice, ena je znotraj časovnice na osebnem računalniku, druga znotraj časovnice v mobilnih aplikacijah. Tretja možnost pa je, oziroma tretja pozicija pa je desni stolpec na tej glavni spletni strani Facebooka. In na vseh teh pozicijah lahko oglašujete 2 stvari. Svojo spletno stran oziroma pač poljubno spletno stran oziroma svojo Facebook stran in s tem oglasom zbirate v bistvu všečke. Če oglašujete spletno stran, torej z oglasom preusmerite stran od Facebooka, morate izbrati fotografijo dimenzij 1200x628 pikslov. Za oglas, s katerim želite zbirati všečke, torej preusmerite na svojo Facebook stran, pa potrebujete fotografijo v dimenzijah 1200x444 pikslov. Kot rečeno, lahko na to fotografijo vključite tudi tekst, ampak pozorni bodite, da ne presega 20%. Kot sem v bistvu že omenila, imate na voljo 3 pozicije oglaševanja. Če se odločite za oglaševanje na časovnici, ki bo prikazana uporabnikom na osebnem računalniku, boste iztržili najvišji oziroma najboljši click-through rate in engagement potencialnih strank, kar je najboljši način za pridobivanje novih leadov in pa ustvarjanje prodajnih priložnosti. Če se odločite za oglas za časovnico na mobilni napravi, je to seveda logično odličen način za oglaševanje tistim, ki zelo pogosto uporabljajo mobilne aplikacije. Vendar pa naj vas opozorim, da boste tukaj veliko težje dosegli konverzijo na svojo spletno stran, ker recimo vsaj jaz, če sem že na Facebooku na telefonu, zelo redko potem brskam po spletu v smislu, da odpiram nove zavihke in potem preučujem vsebino novih spletnih strani. Tretja možnost oziroma pozicija je pa, kot rečeno, stolpec na desni strani domače strani. Ta način oglaševanja oziroma ta pozicija je najcenejša, ampak prinese tudi najmanj konverzij. Ta način je dober predvsem za retargeting oziroma remarketing, s katerim svoje že obstoječe stranke v bistvu opozorite, da imate še nekaj za njih in da jih vabite, da si ali prinesejo vodič ali se prijavljajo na kakšen dogodek. Skratka, tukaj nagovarjate predvsem že obstoječe leade, ki vas že poznajo. Naslednja pomembna stvar pri Facebook oglaševanju je stil pisanja in pa dizajn. Oglas in landing page ne imata podobno besedišče in pa dizajn. Na tem slajdu vidite, kako so uskladili oglas za potovanje na Bora Boro. Je zelo enotna, skladna podoba. Če dam pa mogoče še en slovenski primer, na primer zavarovanje Vis. Pri zavarovanju Vis so se odločili za zelo sproščen način komunikacije
v smislu, da se kdaj pojavi tudi kakšen slang, kakšna narečna beseda in bi bilo zelo čudno, če bi vi s precej pogovornega oglasa oziroma komunikacije na Facebooku prišli pa na povsem uradno spletno stran. Enostavno naši možgani potem ne povežejo toliko vsebin oziroma dobimo nek tak čuden občutek neenotnosti in neusklajenosti. O pisanju besedil sem precej povedala že v svojih prejšnjih webinarjih in enaka pravila veljajo tudi pri pisanju teksta za Facebook oglase. Če želite, da jih ljudje preberejo, da jih opazijo, morajo biti zanimive, hitro morajo pritegniti bralčevo pozornost, predvsem pa morajo nuditi koristne informacije oziroma ponuditi odgovor na problem, ki ga stranka trenutno ima. Ker gre pri Facebook oglasih za zelo kratka besedila, vi ne morete seveda podati celega odgovora in jim rešiti težave, lahko pa jih z nekaj besedami prepričate v to, da nadaljujejo oziroma kliknejo na povezavo do vaše spletne strani in tam dobijo pomoč, ki so jo iskali. Ker je to lahko zelo zahtevna naloga, ne se bati poslati besedila tudi svojim sodelavcem, mogoče kakšnemu prijatelju, znancu in jih prositi za mnenje. Ali jih to besedilo prepriča, da bi kliknili dejansko na povezavo, ki je v oglasu, ker če tega teksta ne boste mogli prodati nobenemu sodelavcu, vam je lahko jasno, da ga boste še veliko težje prodali neki stranki, ki vas sploh še ne pozna. In če je za večino sodelavcev besedilo oziroma oglas nezanimiv, dajte poiskati kakšno drugo rešitev, novo idejo, pa potem uporabiti tisto, ki je boljša. Seveda pa še enkrat poudarjam, ne pozabiti na slovnično pravilnost. Kot vidite, na tem primeru ločil ne poznajo, tudi sosledje je zelo slabo, skratka, s tem opisom so popolnoma zgrešili namen oglasa. Ko je oglas pripravljen in preden ga objavite, še enkrat preverite, kako se prikaže. Torej, kakšna je prikazana slika, ali je besedilo slovnično pravilno, da se niste zatipkali in podobno. Jaz sem na primer včeraj dobila na svoji Facebook časovnici oziroma v desnem stolpcu tale oglas. In kot vidite, zgoraj pri sliki je odrezal del besede zdrava, tudi opis mi ne pove praktično mi ne poda nobene koristne informacije in me ne prepriča, da bi kliknila naprej, zato ker je bistvo šele nekje tam za temi 3 pikicami. Tako da, ko oglašujete, res še enkrat preglejte oglas, 2-krat, 3-krat, če je potrebno, da bo res tak, kakršnega si želite. Zadnje, ampak nikakor ne pomembno, je pa to, da pri oglasu nikoli ne izpustite oziroma pozabite na call to action oziroma povabilo k dejanju. To je lahko prijava na dogodek, prenos vodiča, v tem primeru je bilo izkoristite promocijski popust. Skratka, karkoli že oglašujete, morate v oglasu tudi pozvati, da potencialne stranke to tudi storijo. Nenazadnje je oglas narejen ravno zaradi tega, da boste ustvarjali konverzijo, ni pa nujno, da call to action vključite na samo fotografijo, lahko oziroma popolnoma zadostuje, da ga uporabite v spremljevalnem besedilu.
Kaj več o sami tehnični plati Facebook oglaševanja bo morda v prihodnosti povedal Andrej. Jaz bi rada pa za konec samo še izpostavila, da ko oglašujete, spremljajte tudi rezultate, a ne, ker če ne bojo dobri, boste lahko še pravočasno ukrepali in jih ustrezno prilagodili, da boste za svoj vložen denar in čas dobili kar najboljše rezultate in čim več konverzij. Pomembno je, da opazujete doseg, torej koliko uporabnikov doseže vaš oglas, potem pogostost, torej če se je, ne vem, enemu uporabniku oglas že najmanj 10-krat prikazal, pa ni še nobene konverzije, oziroma ne enemu, ampak tej targetirani skupini, temu segmentu potencialnih strank, potem morate dobro premisliti, a ste napačno nastavili oziroma izbrali buyer persone, torej ciljno skupino, ali pa je glede na ciljno skupino povsem neustrezen oglas. Še ena zelo pomembna stvar pa je cost per action oziroma strošek posamezne konverzije. V vašem interesu je, da bo posamezna konverzija čim cenejša, torej nižji kot je tale strošek, boljše za vas, zato vam priporočam, da stremite k temu, da ga znižate. To pa lahko naredite tako, da pripravite zanimive oglase, upoštevate teh nekaj smernic in nasvetov, ki smo jih danes skupaj si pogledali, in se trudite v bistvu morda tudi s testiranjem in spoznavanjem nakupnih navad svojih kupcev, kaj pričakujejo, kaj jih najbolj boli, da boste lahko pripravili ustrezne vsebine, ki jih bojo ne samo pritegnile, ampak tudi prepričale h konverziji.